Pozdravljeni, večina me tukaj že poznate kot koordinatorko Ljubljane. Danes sem tukaj pravzaprav v dveh vlogah. Pozdravljeni na prvi predstavitvi ljubljanskih kandidatov. 4 manjkajo. Vi bom kar povedala, da boste vedeli približno vsaj imena. Torej Milan Poše za Ljubljanovič Rudnik 3, Darko Begić za Ljubljano Šiško 2, Mateja Pelnik za Vič Rudnik 4 in Boštjan Prelec za Ljubljano Šiško 3. Torej 4 kandidati iz Ljubljane center, manjkajo torej trojke, volilne moči. Preostali smo pa tukaj, tako da se bomo na hiter mečko predstavili, potem vas pa še povabim, da se bomo še malo pogovarjali, malo popremljali, da se spoznamo še bolj. Hvala. Malo se predstavi, zakaj kandidiraš? Ok. Koliko minut? Na kratko. Moje ime je Jure Pogačnik, po izobrazbi sem pravnik in moja pot do sem se začne leta 2004, ko sem začel delati na Ministrstvu za zdravje in se nekako srečevati z določenimi anomalijami, ki so me prvo spravili v prvi fazi v aktivizem. V glavnem sem se ukvarjal z cepljenjem in z kršenjem človekovih pravic v tem sistemu. Nadaljeval se pa potem nekako samo po sebi in tudi, ko sem videl, da civilna družba nima moči, da civilna družba dejansko ne more doseči nobene spremembe, sem rekel, kaj nam še ostane, samo še politika. Tako da iz tega razloga sem se potem, kot rekel, takrat kolegu sem rekel, da dokler ne bomo oblasti prevzeli, ne vem, če lahko računamo na to, da bomo karkoli spremenili. Tako da ukvarjal sem se prav zadnjih 17 let se ukvarjam z cepljenjem. Prej sem se pa ukvarjal še z gensko spremenjenimi organizmi, bil sem svoj zaposlen v Umanoteri in z pravicami živali. Tako da mislim, da moje nekako vodilo je, dokler bo oblast ne samo dopuščala, ampak to tudi spodbujala, to mero zastrupljanja za spornimi tehnologijami, koliko smo je pričali zdaj, koliko časa pač nam noben zdravstveni sistem ne more kaj prida pomagati. To je, pa še druge anomalije so, vemo, to, kar sem omenil, ampak mislim, da je to tisto bistveno, s čimer sem se ukvarjal. Hvala. Jaz sem Tara Starančič-Kristan, kandidiram v Ljubljana center. Če vidite v Ljubljana center, se lahko vkorijo številko 12, pa mene zraven. Jaz sem drugače umetnica po duši, že od mehkih nog sem plesala. Zraven sem še sem stara 20 let, sem šla v London, tam nekako iskala svojo zaposlitev. In se pa vsa ta kriza zgodila, ko sem prišla nazaj in ugotovila, da je pravzaprav tukaj treba veliko stvari spremeniti, še posebej na področju mladih in mladih po srcu. Tako da sem se odločila kandidirati za to, da se nekaj spremeni, zato da bomo imeli tudi mladi predstavnika v državnem zboru, ker se mi to zdi pomembno. Da se pa borim za to, da bomo imeli vsi nekako normalne pogoje za življenje, da bomo lahko normalno živeli in nekako. Sem pa Milan Poše, da sem profesor matematike, da sem učil zelo zgodaj, samo na začetku. Drugače sem oče 13-letnega sina Adama, ki je imel težke posledice po nekaj dni po cepljenju pred prvim razredom šole. In takrat smo šli čez vso to kalvarijo, ki z zdravniki, ki jo tudi zdaj srečujem. V bistvu nam je uspelo za alternativo otroka pozdraviti, ko lanskega leta nima več zdravil in je v redu, vse tudi nima epileptičnih napadov, tako da čeprav je vmes gluh, oziroma ni mogel govoriti več, je pozabil jezik, ker me napad poškodoval ta del možganov. Tako da je potem, ko se je zgodilo to s temi maskami in vse ostalo, ki je, sem bil na skoraj več trgu revolucije kot doma, 2 leti v bistvu. In potem sem iskal tako podobno, ki Jure, kaj je rešitev, ki je narediti ta premik, kako ga narediti, kaj je treba, in ko sem videl, da pač ni preveč navdušenja, da bi se ljudje
dalo to sem se odločil, da tole nastopim in da pomagamo Polado premakniti proti pristanišču, verjetno ne bo uspelo čisto pristati na pristanišču. To je za ta del, kar se zdravje me zanima kot to, tudi alternativne stvari. Druga stvar, ki me zanimiva, je pa samo oskrba, ker sem gledal, da smo Slovenci v bistvu za svojo zemljo dosta poskrbeli, tako da se vsi čudijo, kako nam je uspelo ohraniti takšna, kot je. Kmetije so bile samo zadostne, so podelali tudi več, da so lahko podali tiste pridelke za to, da so davke plačali. Tisto, kar je najbolj zanimivo, da so že leta 650 volili ljudje, kmetje, svoje predstavnike in so jih proglasili, ne pa vladarji od teh ljudje. In to nam je v krvi in na srečo po gospe Godina je 8 generacij ostane to v krvi in ne more zbrisati. In še nismo 8 generacij, kaj so nam pustili. Pozdravljeni, jaz sem Aleš Sedej, izobrazben sem kemijski tehnik, delam že skoraj 30 let v laboratoriju. Zdaj sem me pa pripeljala podobna zgodba, kot sem pri ostalih slišal, se pravi nezadovoljstvo z koronskimi ukrepi in z vso to kalvarijo, ki smo jo dali v zadnjih 2 letih čez. Potem samo oskrba in to, da si nismo, oziroma to, da nismo sposobni predelati dovolj hrane zase, se mi zdi nesprejemljivo. Drugo, se pravi, tretjo je sistem izobraževanja, kjer z, bom rekel, učenjem na pamet in z milijoni podatki otroke filati in jih ne naučiti razmišljati svojo glavo, se mi zdi greh, če tako rečem. Tako da sem pa prišel do tega, da če se ne bomo postavili in začeli nekaj delati, se ne bo pač nič spremenilo. Jaz sem Barbara Jerman, sem najprej mati 2 deklic, ki se ukvarjata z umetnostjo. Torej, veste, koliko je svet zelo naklonjen temu, sploh če sem na začetku. Predvsem pa sem novinarka, v zadnjih več kot 15 letih se ukvarjam predvsem z uredniškim delom in zelo dobro poznam, kako potekajo mediji, sploh po zadnjih 2 letih mi je kristalno jasno, kako zadeve funkcionirajo. Glede na to, da sem dala tudi različne faze novinarstva v svoji izkušnji, sem pravzaprav ta hip vesela, srečna, hvaležna, da mi ni treba delati v dnevno informativnem tisku ali pa dnevno informativnem programu. Zato sem nekako hvaležna, da delam to, kar delam. Sem urednica revije Suzi, kjer se sicer v nekem sproščenem branju dajem bralcem tudi pogled v malo drugačno stanje zavesti, to je tako imenovana ezoterika. Jaz mislim, da tukaj zelo nekako prebujam ljudi. Seveda pa vsak vzame to, kolikor lahko in odvisno na kakšen stopnji zavedanja je. In se mi zdi, da je to pač moje poslanstvo, da pač to v tem času počnemo. Zakaj sem se pa aktivirala? Zato, ker se mi zdi, da moram dati zgled tudi drugim, da je treba nekaj narediti, da je treba vstati in da namesto nas ne bo nihče naredil nič. Včasih slišam tudi od mojih otrok, da sem naivna, vse to je pa ja politika, to je pa dirty business. Ampak ja, če bomo prestajali na stare vzorce, ne bomo nikoli nič naredili. In se mi zdi, da je treba vstati in pokazati, da se da to drugače. Mogoče nam na začetku ne bo uspel, ampak nekje treba začeti in kdaj bomo, če ne zdaj, mogoče bo čez par let že prepozno. Moje ime je Hodžič, sem samozaposlen v kulturi, kot radijski urednik, radijskih programov. Drugače pa ne v Sarajevu, davnega leta. Sem živel vojno, mogel zapustiti Bosno, sem prišel v Zagreb, sem pa v Ljubljani sem 30 let, imam 2 otroka. In delal sem v medijih, na Pop TV, na nacionalni televiziji, na radijskih postajah. In poznam vse te manipulacije in zaradi tega, ker sem govoril resnico, sem imel vedno probleme. In sem hotel spreminjati stvari, samo na tak način ni šlo. Ker sem pustil televizijo, zdaj že 9 let tega.
sem imel zavod za ohranjanje dobre glasbene meditacije in zavestnega življenja. Naredil sem prvi otroški radio v Sloveniji, Rabček se imenuje Svetni radio Žica, in poskušam na ta način ljudi informirati, da prave informacije, kaj se dogaja, kako se živi. Vmes sem tudi se ukvarjal z darilstvom, končal ene stvari. In če ne bi bilo tega meditacije in ukvarjanja samo, verjetno ne bi stal pred vami tukaj, ker me je v bistvu to rešilo v življenju, verjetno bi jo končal v zaporu, pa me ne bi bilo. Tako da vem, dojel sem, kaj je pomembno v življenju po vseh teh stvareh. Ampak kot sam posameznik, ki že 9 let poskušam nekaj narediti na medijski sceni, sem blokiran in onemogočen vseh strani, ker v Sloveniji se vsi poznajo, tako da moj zavod in radijske postaje res težko živijo. Ne dobim nobenega deleža. Na vseh razpisih sem zavrnjen. In sem res imel srečo, da sem dobil status samozaposlenega v kulturi. Po 6 letih prošenj sem ga dobil. In sin je že 23 let star, ščerka 14. In v bistvu kot stari rocker sem rekel, da ne gre več tako. Zdaj pri 55 grem tamo, kamor se da kaj narediti. In grem v politiko, ki jo prej nisem maral, ampak kar moraš, ni težko. Tako da za otroke in za vse druge ljudi bom naredil ta korak in skušal kaj narediti na boljše, spremeniti stvari. Dober večer. Jaz sem Valerija Korošec, po izobrazbi doktorka sociologije. Magistrirala sem v tujini iz analize evropskih socialnih politik, drugače sem tudi učiteljica družbeno-naravne vzgoje. Je pa zanimivo, da sem mogoče najbolj podobna Juretu, zaposlena v javni upravi, kjer gledam, kako stvari tečejo. V leta 2010 sem napisala ena priporočila, kako bi lahko naredili, da bi ljudje v Sloveniji boljše živeli, to je bilo v času ekonomske krize. Potem sem bila med vstajniki, leta 2012-2013 smo zbirali podpise, smo upali. In letos me ni bilo na trgu, zaradi tega, ker sem rekla, so nas že enkrat peljali žene čez vodo. In takrat sem jaz v bistvu rekla, da resnično ni dobene druge možnosti, kot da se ljudje organizirajo. Ne da ne organizirano kričijo na cesti, ampak da se morajo vsi skupaj se organizirati, pogovoriti in tudi neko skupno platformo. Drugače, moje področje dela že več kot 20 let je v službi analiza revščine, izven službe boj proti revščini, analiza stanja o položaju žensk v državi, izven službe aktivni boj za enakovrednost žensk. Ne samo, da sem osebno prepričana, vsi podatki kažejo, da če je enakovredno število žensk in enakovredna slišanost žensk, potem so družbe bolj prijazne in manj nasilne. In jaz mislim, da v tem času je to resnično pomembno. Zelo sem vesela, da sem v tej skupini, ki se imenuje Nestrankarska ljudska lista, zato ker mislim, da smo po 30 letih ugotovili, da je rak rana naše družbe strankokracija, se pravi, da si majhne skupine ljudi vzamejo moč, da odločajo namesto nas. Mi pa upamo tukaj, da bomo odločali skupaj. Hvala. Lep pozdrav, jaz sem Sonja Novak-Hrelen, prihajam sicer z Rakitne, ampak sem nekako že 25 let delovni migrant v relaciji prej še Vrhnika, no zdaj pa Rakitna, Ljubljana, Rudnik,
Prvo Prule. Imam 2 otroka, ta večja se zdaj podaja prvič na trg dela, mlajši gre v srednjo šolo, oba sta sicer hodila v šolo tukaj na Prule, tako da to področje kar dobro poznam, tudi sama delam v Trnovem. Zdaj zakaj? Če po poklicu sem ekonomist in sem v bistvu svojo kariero delala v gospodarstvu, od financ, davkov, računovodstvo, na zadnja leta pa delujem kot revizorka. Nekako se mi je tekom korone zažrl nek črv, da pa z vsem tem, kar se mi je dogajalo, je potrebno mogoče se malo bolj aktivirati, tudi v smislu politike, čeprav v tem prej nikoli nisem sploh razmišljala. Verjetno je bilo krivo to, kar se je dogajalo v šolah, se pravi, da sem nekimi maskami testirani, ker sem tudi samo v stiski in sem tudi malo v bistvu pretirala z ravnateljico glede teh ukrepov, ki jih je uvajala, že ko nismo bili eni starši v manjšini, nismo nič dosegli. Ampak res se ne želim septembra spet ukvarjati s tem vprašanjem, kako bomo z otroki v šolah. To je bil moj prvi vzgib. Sicer pa nekako zagovarjam neko svobodo človeka, pač v smislu seveda odločanja o svojem zdravju in pa tudi finančna svoboda, ker mislim, da pač v teh časih, ki živimo, nam ta finančna svoboda, se pravi neko dostojno plačilo za seveda pošteno delo, omogoča, da se odločamo drugače, kot bi se sicer. Se pravi, moramo biti prijazni do delodajalca, ker se ne bojimo za službo, ker smo mogoče bolj fleksibilni, se ne bojimo, da bomo izgubili kredit in podobno. Tako da bi se predvsem zavzemala za neko normalno davčno politiko, predvsem ne moti, moram reči, dohodnina na plače, ta davek je popolnoma nejasen in seveda bi se zavzemala za večjo obdavčitev premoženja. Tako da to je recimo nekaj, kar bi me najbolj zanimalo, sicer me pa zanima vse, kar prispeva k dobremu za vse ljudi. Nobenih diskriminacij. Jaz sem Apolonija Bobnar, znana kot Polona, številka 3 v tem gibanju. Sem iz Novega Polja in kandidiram tudi tam, kjer sem doma. Jaz bi ponudila svoje znanje, svoje izkušnje, če bom zvolena, če pa ne bom, pa sem pripravljena sodelovati iz ozadja. In sem že v penziji, sicer sem pa magister ekonomije. Moje poklicno življenje je na to nekaj 2 obdobje in potem imam še nekaj svoje prostovoljno privatno obdobje. Iz mojega prvega obdobja lahko rečem to, da sem delala na Ministrstvu za delo, ukvarjala sem se s plačami in z delitvijo dohodka in potem na koncu z penzijsko reformo. Tako da, tako kot Jure in Valerija, vem, kako ta sistem izgleda z druge strani, kako se odločitve pripravljajo. In kot rečemo napotilo, ideja za naprej v novem sklicu Državnega zbora, pa ne toliko za naše poslance, ampak mogoče bolj za spodbudo tistim, ki se bodo znašli v novem sklicu. Moja ideja bi bila zgolj ta, da so tudi poslanci, da se do ljudi, ki pridejo v Državni zbor, v odbore, ki so tam v službi, v imenu ministrstva, da se skratka do njih obnašajo dostojno in spodobno. Iz mojega drugega obdobja imam neko drugo izkušnjo. Potem sem se napotila v finance, pridobila sem znanja z področja revizije, vrednotenja podjetij. In od leta 1995 sem bila v nadzoru nad trgom finančnih inštrumentov. Delala sem na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer smo nadzirali borznoposredniške hiše, družbe za upravljanje vzajemnih skladov in investicijskih družb, nadzirali smo klirinško depotno družbo in Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev. Ko se nam je dogajala korona z uradnimi listi dan na dan, ko je bilo zelo težko slediti, kaj v bistvu velja in kaj ne velja, sem potegnila iz svojega, rečemo, arhiva tisto spoznanje, da je zelo dobro iti na štandard prizadevati si, ne pa skušati kot država, kot zakonodajalec
vse normirati in vse predpisati. Ker smo videli, kje se je to končalo, s tistimi roglički tam v Kranju, ker zadeva ni imela več blage veze, nobeno stvar. Tako da mislim, da v taki situaciji, če se bo še kdaj ponovila v tej državi, ker ne vemo, kaj nas čaka, praktično na pragu vojne, da je bolje ljudem dati informacije, prave, poštene informacije, ljudi izobraziti, kako ravnati, povedati ljudem, kaj je prav, kaj je škodljivo, in potem ljudi pustiti, se ljudje niso neumni. Ljudje bodo znali sami živeti in podlagi takih usmeritev. Tako kot je tudi rekla Mateja, dati ljudem preventivna sredstva proti temu, da ljudje pač zbolijo. In skratka, če pa imamo potrebo po nekem sankcioniranju, moramo najprej vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. In takrat, če nimamo v vsakem zakonu predpisano, kakšna kazen, kakšna kršitev gor in dol, ker se tega sita zmaga na gornjega obdobja. Takrat se treba vprašati, ali si ti človek prizadeval, da bi nekaj delal tako, kot je prav, ali pa si sploh ni prizadeval, da bi nekaj delal v pravi smeri. Tako da, no, iz mojega tretjega obdobja, prostovoljnega in volonterskega in duhovnega področja, pa v sebi lahko povem to, da sem šla v šolo, kako se obdeluje zemlja in kako se prideluje zelenjava. Bila sem v Celju na vrtnarski šoli, končala sem kot inženir hortikulture in vizualne umetnosti. Bila sem na tečaju biodinamike in svoj krompir doma podelam na svojem vrtu in ga imam dovolj za celo leto. Sem v društvu za razvoj človeških vrednot, 20 let sem na jogi in od leta 2014 nekaj vem o hrupu. V naši ulici smo ustanovili civilno inicijativo, ki jo imenujemo neformalna civilna inicijativa, zato ker nimamo nobenega šefa, nimamo statuta, nikjer še nismo registrirali. Delujemo podobno kot to gibanje. In jaz sem koordinator. In spoštujem voljo vseh v ulici in jih prosim, da mi povejo, kaj si mislijo o določenem vprašanju, zato da potem vem, kako naprej sporočiti našo voljo na Ministrstvo za infrastrukturo ali pa na Direkcijo za infrastrukturo. Mi smo leta 2014 prosili, zahtevali, da nekaj naredijo, da bomo imeli manj hrupa. In leta 2021 se nam je zgodila protihrupna ograja v dolžini 250 metrov, prav po 7 letih. Stranski produkt naših zahtev in našega delovanja je bilo to, da se je v tem istem projektu zgradilo 5 km protihrupnih ograj od konca BTC-ja pa do konca Zaloga z obeh strani proge. Namreč problem tam pri nas je, da imamo ranžirno postajo, največjo slovensko tovorno železniško postajo in tam rokotalnih škriplež preko cele dneva in noči. Da ne govorimo samo o prevozi vlakov, ki vozijo tam po 120 na uro. V naših hiš voz po 11 vlakov na uro. In skratka, mi smo se potem leta 2018 povezali tudi z drugimi iniciativami v Ljubljani, v centru Kalodiču, pa tudi Situlo. In še en stranski produkt je ta, da se zdaj delajo protihrupne ograje od glavne železniške postaje do Brežice. Skratka, mi smo leta 2014 stopili na žulj nekaterim v državni upravi, ker smo ugotovili si volico, česa se ni naredilo. In nas so z Ministrstvom za infrastrukturo od leta 2015 zabavali, dobesedno zabavali, z informacijami, da oni vejo, da nam res bolj ropota, zato ker je Slovenija morala do leta 2015 implementirati direktivo TNT, ki je rekla, da morajo biti vlaki daljši in da morajo voziti hitreje. In da ta dejstva povzročijo pa več decibelov in več minut obremenitve s Ampak nihče pa ni pomislil, da pa od leta 2002 imamo drugo evropsko direktivo, ki pa rekla, da treba ljudi zaščititi pred preveč hrupa. Tega v tej državi ni prebral noben. In kaj se je zgodilo? Potem smo zvedeli tudi to, da se v preveč hrupa lahko tudi umre in v naši ulici in 12 hišah je 6 ljudi umrlo od kafe. In še 6 ljudi imamo doma, ki so pa zadeti od kafe. In za, oprostite, ven se tudi nekaj niso šteli. In potem, ko so vlaki začeli voziti hitreje, kaj se zgodilo? Odkar je naša iniciativa obstajala, še 2 človeka umrla na naši ulici od kafe in vlaki so iztirjali. To, ker
Stroji proge niso bili prilagodeni na te zahteve. Večjih hitrostih in odačnih kompozicijah. In smo imeli spiranje na Pragerskem, smo imeli spiranje na Zidanem mostu, smo imeli spiranje dol proti morju. Po nihče ni vedel, kaj se s tem Rižanskim vodovodom, ker je začela nafta teči dol v kraško podzemlje. In se mu opustite, meni se zadeve niso seštele. In naslednja stvar, ki je prišla na dan, rečemo nek žvižgač na direkciji za infrastrukturo, ki je povedal, da so vse te cene teh protihrupnih ograj so trikrat preplačane. Zato, ker pač delajo neki fanti iz ene vasi prvi suprom, ko obvladajo zadelo, pa imajo pa še nekaj nastalo, pa še enega, pa koliko je gor napisano na pogodbi, in ga sploh nikoli ni na gradbišču, in sam drugi posel pa pobira procente. Tako, kot je imel Gregor izkušnjo s Terevanškim predorom, ista zgodba bila pri nas. Jaz mislim, da ena istočnica za tiste, ki boste prišli v parlament, je, da se po eni strani, takrat, ko se deli proračunska sredstva, da se skuša ljubiti neko ravnotežje med gospodarskim razvojem in med tem, kaj je dobro za ljudi, za zdravje in za okolje. Zato, ko se dogaja s tem, ko je direktiva za totalno trgno. In druga stvar, treba je upeljati nek nadzor pri porabi denarja za gradbeništvo, kadar je naročnik država. To, da se še pogovarjamo o trikratnih preplačilih, mislim, da to je utrjeno, oprostite, to je tudi moj znaka vrznanje. Jaz vidim tukaj možnost, takrat, če pridemo v parlament, takrat imaš možnost zahtevati preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala z nekim vprašanjem, gradbeništvo iz državnega budžeta. In druga stvar, da skupina poslancev predlaga računskemu sodišču, da naredi preverko, koliko stane kvadratni meter protihrupne ograje. Takrat, kadar se to dela samo iz slovenskega proračuna, da se te ograje, kot so od glavnega štaciona pa do Breznice, tam se dela mandat tudi z evropskim denarjem in tam v zadnji tudi nadzor iz Bruslja, verjetno bo šel zraven. In pol se bo videla, koliko je kvadratni meter ograje v Zalogu, pa koliko je na Breznici, pa koliko je v Avstriji, pa koliko je v Franciji. Oprostite, ampak te račune bo treba dati v mizo in to pogledati. Ne nekaj ukrasti del. In potem, če bomo te cene, gradbene cene, spustili dol na neke normalne cene, tako da država plačuje, je posebej vredno tudi gradbene cene za privatni sektor mogli nekako spustiti dol pa uravnotežiti, da tudi privatnik, se pravi ali firma, ali pa privatnik fizična oseba, ne bomo plačevali nekih norih cen, tako da bomo dali popravljati stanovanje ali pa da bomo dali videti. Ok, to je moje stanje. Dodan, moje ime je Mateja Polnik. Danes sem malo v slabem stanju, no pa mislim, da sem popravljena, ampak bom povedala. Jaz drugač, po poklicu sem veterinarka, imam svojo veterinarsko ambulanto v Logatcu, že 20 let. Sem mama dveh prekrasnih hčera, ena v bistvu že v službi, ena še študira veterino v Brnu. Drugač pa tako, mi v bistvu veterinarji med koronsko krizo smo bili skozi odprti. Nam je bilo nič hudega. Jaz recimo celo sem imela izredno velik promet leta 2020, recimo bistveno večji kot recimo letos. Takrat, ko je bil tako lockdown. Živali so imele med korono najboljšo zdravstveno oskrbo, bistveno boljšo kot marsikaj človeka. Tako da jaz bi lahko rekla, dokler je korona lepo kar trajala. Sam problem je, ker jaz nisem tak človek. Problem je, ker mene že od malega izredno bolijo krivice in imam neki notranji pritisk, ki pomagam. Zato tudi recimo ne moram vedno računati, kako treba. No in v bistvu jaz sem se že v preteklosti nekaj ukvarjala z duhovnostjo. Spogledala sem se za alternativno medicino in korona me je nekako spodbodla, da sem pa začela raziskovati tudi malo recimo te alternativne vire. Prišla sem v bistvu do, rečemo, dveh glavnih substanc, ki jačata imunski sistem in ki lahko v bistvu nadomeščata zdravilo, ki je proti virusom, proti bakterijam, proti glivicam.
In nekako v bistvu v tem, ko sem videla, kako se nad ljudmi, nad vsemi nami izvaja fašizem, se je v meni tudi vzbudil partizanski duh od mojih prednikov. Jaz sem zelo v bistvu v delih imel zelo take bojevite ženske, srborite, ki v bistvu moja prababica krožnike metala, pa spolke me streljala, tako da imam imeli take agresivne gene tudi vse. In nekako se je una bojevitost vzbudila v meni in se rekla, da to se pa mi ne gremo. In nekako zelo hitro smo dojeli, da je to tretja svetovna vojna. In v bistvu v tem duhu smo se začeli tudi obnašati v ilegalizaciji in tako naprej. Tako da v bistvu začeli smo tudi širiti to znanje o klorovem dioksidu konkretno. V bistvu tudi jaz sem ozaveščala ljudi o omega-3, da v bistvu to jača imunski sistem in videla, da dejansko treba našo družbo čisto na novo postaviti na novo. Od samooskrbe z hrano do zaščite vode, to, kar smo v bistvu akciji pač pomagali delati, do v bistvu oskrbe z energijo, v bistvu naravno so se pač te potrebe ljudi pojavile. In zdaj sicer imam neke take preteklosti, kot pač moji so kandidati za poslance, ima pa izredno veliko volje, energije, iznajdljivosti, da v bistvu preprečimo korupcijo, da izvajamo nadzor nad javnim denarjem, da uredimo zdravstveni sistem, da se vzpostavi samooskrba, da se v bistvu bo živelo spet kot včasih. Kjer je bila samo pomoč med seboj, ljudi do soljudi, spet tisti duh, da pomagamo in drugo ne, da vsak zase, pa vsak za svoji, ker ta svet kot je rado nekaj nekaj. Tako da za boljši jutri. Ni neverjetno, kakšnih 10 zgodb smo že slišali v pol ure, kar vse smo imeli že zapovedati. Moje izhodišče, zakaj sem danes tukaj, je pa sega že v moje otroštvo. Mami mi je povedala, da smo se kaj igrali otroci, pa so eni rekli, da bodo gradbinci, pa da ne bojo bagar vozili, pa ne vem kaj, pa jaz govoril, da bom predsednik. Ne vem, po čem sem to prevzel, očitno mi je bilo takrat nekaj všeč. Odpravil sem se, ko sem se lahko odločil za študij na študij politologije. Res me je ta tema zmeraj zanimala. Končal sem politologijo smer mednarodnih odnosov. Tema diplomske naloge je bila konsociativna demokracija Bosne in Hercegovine. Preučeval sem enega teoretika politologije Arenda Liebharta in sem se ukvarjal s to strukturo, ki je ratala po Daytonskemu sporazumu. Kmalu po diplomi sem upisal tudi magistersko študij, spet politologije, tokrat ameriške študije. In imel sem relativno srečo, da je moj mentor ravno tisti čas bil nekaj časa v Ameriki in se je vrnil za povsem novo znanstveno literaturo na področju vpliva farmacevtske industrije na politiko Združenih držav Amerike. In to je bila tema moje magistrske naloge. Rekel mi je mentor, da pokar me pozna, da je zagotovo to nekaj, kar me bo zanimalo. To je bila takrat v letih 2007 do 2009 so prvič, da je znanstvena literatura začela o tem pisati pa strokovna. In v bistvu so že takrat pokazali, da je v Ameriki tako imenovani orožarski lobby postal že del sistema in da je največji lobby, ki obstaja takrat v tistem času že v Washingtonu bil prepoznan in dokazan z vsemi številkami tako imenovani farmacevtski lobby. Takrat si nisem mislil, da mi bo ta tema, ki mi je bila sicer v užitek v pisanje, kdaj koristila tudi kasneje, na ta način, kot mi je v zadnjih letih. Poklicna pot me je peljala najprej že med študijem, imel sem srečo, oče je imel zasebno podjetje, zelo kmalu sem se srečal s podjetništvom. Že pri 18 letih sem sam bil sposoben na trgu pridobiti posel, ga peljati, ga zaključiti, služiti. Že pri 18 sem si lahko privoščil osebni avtomobil, pa še zmeri ves čas naprej
študiral. Ne glede na to, da sem imel priložnost, da bi lahko prevzel kot družinsko podjetje, ne vem, mogoče sem naredil napako, ampak mene je ves čas vlekel, mene zmeraj me zanimal javni sektor. Ne glede na to, kakšen uspeh ali pa karkoli bi lahko naredil v tem zasebnem sektorju, koliko bi lahko zaslužil. Nikoli me to sploh ni bilo nekaj, kar bi me zanimalo, zmeraj me je zanimalo nekaj udejanjati, nekaj spremeniti, nekaj delati, nekaj za neko obče širše dobro, za nekaj pač tazga narediti, da lahko pride do neke korenitne spremembe. V javnem sektorju sem bil najdalj časa zaposlen kot vodja odnosov z javnostmi na Mestni občini Ljubljana med leti 2001 in 2007. Potem se mi je zdelo, da v Sloveniji nimam več izziva. Šel sem za 4 leta delati v Beograd, lepa, prijazna izkušnja. Ko sem se vrnil, sem bil nekaj časa tudi generalni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tam sem bil predsednik medresorske komisije za slovenske inštitucije na Dunaju. Skoraj več kot 1 leto smo proučevali, kako in kam izginjajo slovenska davkoplačevalska sredstva v teh inštitucijah. In en teden preden bi takratni minister to mogel predstaviti na seji vlade, je, ne boste verjeli, padla vlada. Kot že mnogokrat do sedaj. Zatem naslednja poklicna izkušnja, ki jo je že Apolonija malo pomenila, povabljen sem bil v eno, spet čist izven mojega konteksta, eno tujo gradbeno podjetje si je zadalo, da bi sodelovalo na mednarodnem razpisu v Sloveniji za gradnjo tunela Karavanke. In ko sem zvedel za njihove reference, ko sem zvedel, kakšno ceno ponujajo in na kakšna realna tla oziroma na kakšna ozadja so prileteli v Sloveniji v primeru tako imenovane domače gradbene mafije, sem vedel, da želim tukaj sodelovati in da želimo to razbiti. Po več kot 3 letih dela smo s tem sicer uspeli. Imeli smo vsi tisti, ki smo se pri tem izpostavili in poklicne in finančne posledice. Dobesedno izbrisali so nas iz kjerkoli, kjer so lahko. Kajti, kot veste, tisti, ki so del slovenske gradbene mafije, imajo v rokah tudi slovenske medije. Tako da ta izkušnja mi je zelo jasno pokazala, kakšna so dejanska poslovna ozadja ali pa ta ozadja, kjer se dejansko vlečejo neke niti. Že leta 2017 smo se začeli pogovarjati o ustanovitvi stranke. 2016 sem je prvič rodila relativno pozno, v mojih relativno starejših letih hčerka, pred 2 leti še sin. Takrat sem videl, da vse tiste zgodbe, ki smo jih prej poslušali o problemih staršev pri pediatrih, ker se mi je zdelo, da očitno je nek problem, nikoli si pa nisem mislil, dokler nisem svojim otrokom bil pri pediatru, da je možno, da te nekdo tako razvrednoti kot človeka in te začne dobesedno se nate dreti in zahtevati, da bo nekaj naredil tvojemu otroku v tvoji vednosti. In takrat sem šele dojel, kako globok je ta problem in kako dejansko daleč smo prišli v družbi. Pri registraciji oziroma nastopu stranke na volitvah smo bili tako, ker pri mnogih stvareh 3 ali pa 4 leta prekmalu. Očitno smo takrat nekaj zasadili, da smo pol ugotovili, da stranka ni bila prava pot, da smo se sestavili gibanje, da smo ugotovili, da ne moramo na način strankokracije karkoli več zagovarjati, da smo prišli do ideje o nestrankarski listi, da smo dobili 77 kandidatov, od tega 33 žensk in 44 moških, predvsem pa, da smo dobili 12.500 podpisov in da lahko prvič v zgodovini Slovenije delamo nekaj, kar lahko nekaj pomeni. Verjamem, da nam bo uspelo, zato ker za to, da nam uspe, ne potrebujemo kapitala. In to se dajmo res vsi zavedati. Mi nismo odvisni ne od javnomnenjskih raziskav, ne od medijskih poročanj, ne od oglaševanja. To rabijo tisti, ki nimajo vsebine, ki ne delajo na terenu in ki nimajo česa pokazati. Mi teh 3 problemov nimamo. Dajmo se tega zavedati, vsak dan bodimo ponosni, da smo del te zgodbe in kar imamo za dobiti, bomo dobili. To ne rabimo. Hvala.